Zanč mi sem imel klic, je rekel, ful me zanima UX design, a se lahko slišva. Mogoče sem to že zgodbo že povedal. In se dobiva, mi dva na videokolu in on tako, a mi lahko poveš razliko med UX-om pa UI-om? A ne, na kolu me je to vprašal. To je slabo vprašanje. Se pravi, nič on ne bi naredil, drugi stage je, kontaktiral je mene z nekimi vprašanji, ampak so ful slabo vprašanja in to si ti se prej navezval, zato ker to odgovor na to vprašanje je točno 2 sekundi stran. Točno 2 sekundi stran. Še napišeš v Google, difference between UI pa UX, pa niti ne rabiš klikati na link, pa ti že da, gor ti že da, UX je to, UI je to. Ne? Zdaj ti boš od nekoga čas vzemu za spraševanje takih vprašanj. To so slaba vprašanja. Se pravi, slabo si svoj čas izkoristil in njegov. Pol naslednji stage je pa postavljanje dobrih vprašanj, kaj te pa v bistvu, kaj value ekstrahiraš iz nekoga, ki bi mogoče imel dobre odgovore. Ne? Ampak je tako čisto normalno in tako da to je vsem boljš kot nič. Že nekaj se premika. Ne? Kaj si ti odgovoril po njem na klico? Jaz sem rekel, da to ne bova tako mogla. Mislim, da to je sekundo stran in da bi on mogel... bilo kot tišina? Ne, ni bila tišina, pač, ali ne vem, se je upravičil, ali je tako pol razumel, pa samo, malo sva se o tem pogovarjali, kar zdaj mi govorimo, da ti moraš proaktivnost sam vnaprej pokazati, pol pa iti do nekoga mu čas vzeti. Ker ti s tem vprašanjem si pokazal, da nisi bil proaktiven skoraj nič. Tok si bil, da si me kontaktiral, to je bilo proaktivnost. Če bi tebe pa to res zanimalo, bi ti že to vse vedel, ti bi že knjige prebral o tem, ti bi že vse, pa bi pol, ne vem, bom dal en primer. Lahko dam en primer, ne. Ti hočeš postati pek, recimo kruha, ful dobrega kruha, in kontaktiraš najboljšo pekarno v Ljubljani in rečeš šefu, če se lahko prosim dobiš za 10 minut, imaš eno vprašanje glede peke kruha. In on reče ja, in pol ti njega sprašuješ, kje sestavine gre v kruh. In zdaj ti bo on, moka, to je brez veze. To je brez veze. To bi ti mogel že vse vedeti. Ti bi mogel že doma imeti spečene kruhe, ti bi mogel njemu prinesti kruh za probati. Pa reči, kaj bi ti zdaj kako ti delaš to? Ali pa posnet cel proces, jaz sem to naredil. To so pa specifične vprašanja, ki pa lahko value dobiš od tega specialista. Jaz sem hotel samo to dodati, jaz sem vedno bil pri tem kontaktiranju ljudi za neke nasvete, sem bil zelo živčen, ker nisem hotel izpadati glup. Sej, si bil? Ne, hotel sem že prej raziskati neko tematiko, da bom vprašal, tako kot si rekel, dobra vprašanja. Tako da danes je pa tudi ta trend, ker takrat, recimo, ko sem jaz bil mlad, vse ni bilo toliko lahko. Začel se je to, da si lahko prišel do nekoga, ampak recimo bil je mail. Pa ne sam, jaz mislim, da ni bil problem v tem, da nisi imel kontakt. Ok, teže si ga dobil. Teže si dobil kontakt. Ampak ta starejša generacija je bila ful nenaklonjena temu. Zelo. Mislim, pa nočem zdaj reči, mi smo kao boljši, ampak gledajte, ga smo ful boljši. Mislim, vidva odpišeta verjetno 99% vprašanj, ful prijazno, tako mislim, ni ignoril. Če smo mi pisali takrat nekomu, ki je bil 10-20 let starejši, mislim, to je bil ignor. Mislim, še zdaj, mislim, pa nočem zdaj. To sem hotel poudariti, zato ker ni bil tak milje, se pravi, ljudje niso imeli teh družbenih profilov, niso bili tako odprti za tako komunikacijo, instantno. Dosti starejše generacije je furalo neko nadutost tudi. Kao jaz sem zdaj, mislim, da smo... Bolj si nedostopen, višji si v hierarhiji. Mislim, nočem zdaj poimensko, mislim, vsi ga poznajo, ful slan Slovenc, 20 plus let starejši, ker smo se enkrat pogovarjali, da sem hotel, da bi se joinil na našem podcastu in sem tako, mislim, vidiš nek ta attitude, ful mi je bilo simpatično, kaj nam je Žižek odgovoril, če se spomnite. V bistvu mi je bilo life changing, ker mislim, da je Žižek takrat napisal, pa da vem zakaj,
Mislim, da bi Žižek tiskaj nazaj napisal, ne zmorem. Žal ne uspem ali nekaj tasega. Mislim, da prav ne zmorem. Ja, ne zmorem. In tam je bila epska in to sem jaz 1000krat uporabil potem, ker je bila iskrena. Ne zmorem, pač ne morem vse stvari v lifeu in en se ne morem reči ne. In ta ne zmorem je bila taka pristna, lepa, odpisal je tudi full hitter, če se prav spomnim. Ja. No, da pogled, kaj je odpisal. Nažalost ne zmorem. Ja. Nažalost, ja. To mi je bilo pristno, pa koliko časa je za odgovor dabo? Ja, isti dan. Isti dan, ja. Nič zamere, nič nadutosti iz njegove strani. He's a busy man, ne moš vse v lifeu, super. Pa imaš pa neke te, ki si tako... Ja, jaz se spomnim takrat. Jaz, ko sem bil po moje 20, sem pisal, takrat je primarni medij bil še vedno e-mail. A boš koga izpostavil? Ne bom. Rečeš ti, proklet. Ne bom. So zelo malo jih je odpisali. Ja. Mislim, jaz sem tako, hit bo pa šel čas, ko boš stal, pa se noben ne bo to stalo pogovarjati in takrat boš prosil, da se kdorkoli mlad, o čemorkoli s teboj pogovarja, tako da ne bi toliko nadut zdaj, mislim, once you're up, ampak tudi enkrat ste dola, ne? Ja, pa mogoče, če gremo nazaj na tista dobra pa slaba vprašanja, da ne bo kdo, recimo, da bi ga to demotiviral, ker ne veš, ali imaš dobra vprašanja, ali imaš slaba. In pa ga lahko to demotivira, da sploh proba, piše. Ne? Mogoče bi se malo popravil, ne, da jaz vsa ta sporočila, ki dobim, vidim v bistvu dve skupini ljudi. Eni se ful potrudijo, ful napišejo, dolgo razložijo svojo situacijo, zakaj bi mene želeli pač na kavo povabiti ali pa karkoli. Eni pa ful tako, Instagram DM, tako ful na... Ja. Veš, ni vse tega tako truda. zmalo za začetniško slovenče napake. Kaj da bi rekel ti, daj greva na kavo. Ja. Recimo, ne? Ja. In pol ne zato, da mene to prizadane, ker si ni vzel čas, ampak to v bistvu pove z neko verjetnostjo, koliko ima tega žara v sebi noter. Pa tudi ima spoštovanje. Ampak to mi ni tako pomemben. Mislim, vse je tako, stari, če ti ne, moraš izkazati neko spoštovanje, če hočeš, da jaz zdaj kad zastojen dam čas, vate. Mislim, je to vsaj vrlina. sončno napako probi popraviti, mislim. Je to vrlina, ampak v tem kontekstu, ko hočem povedati, je to čisto sen, bolj je to zato, ker vem, da nekdo, ki se spusti na neko novo pot, če ne bo tega imel, recimo proaktivnosti, bo failu takoj. Zato bom jaz zgubil čas in ona. Ne? Zdaj se mi dobiva in pol ure in on, nima tega samoiniciative. S kolikimi od 100 teh requestov, s kolikimi se dobiš pol? Veš kaj? Pa slišiš? Z vsemi, ki se hočejo slišati. Z vsemi, ki se hočejo slišati, ja. Ti? Tisti, ki me na tak način kontaktirajo, tako, mene zelo veliko ljudi kontaktira, ki hočejo, da jim rešujem matematične naloge. Ne vem, zakaj noben tega. Pisal je ta škraba, stari, pisal sem mu pa mi noče rešiti. Tisti, ki pa me sprašujejo nekaj glede biznisa, pa sigurno vsem se potrudim odgovoriti. Zdaj, če se pa hoče kdo dobiti ali pa ne vem, klic. No, se to me zanima. A skočiš na klic oziroma se je dobiš? Tudi ne, kar od vsake. Ja, ti si ful odprt, kaj ste ga tiče. Ne, mislim za 5-10 minut jaz s komorkoli lahko mislim, grem da ima on dost več tega. Jaz nijem to. Jaz mogoče, da bi se res hotel slišati, je, ne vem, 2 na mesec. Ne, jaz dobim kdaj message, kaj tako bi se dobil in pa se sko, mislim, če vidim, da včasih je full fit, pa sko, nujno, zato ker stari full ti lahko pomagam, full ti lahko usmerim, super. Ti to moraš začutiti, da lahko mu pomagaš. Včasih je tako, ne vem, recimo, če mi bi kdo napisal, ne vem, kaj nam di, če sem len, ne vem, stari, jaz nisem, ne ukvarjam se s tem, ne razmišljam, ne bom ti zna pomagati, čist v zveze. Ampak poj pa včasih, kdaj, ki mi napišel spodnji, ja, ker sklenil sem se že dobo, on si je že vzel čas. Jaz sem tako, no super, pa
Pa naj si mislim, se posta že vse rešila, veš, vidim, da je par bilo teh, tako, klej si že oziroma še te, tako, dej pet pa doma delati, pa pol. Sej zdaj sem to mal umilil z vidika prav dobivanja, ker to ti pa fulča. Sicer so sem prihajal, ampak vse ne, veš, posega v mojo rutino, pa jaz moram nekaj drugega, pa moram klejem očaj dati, pa nekaj časa ti vzeme pa energija. Stari, veš, kaj bi lahko ti naredil, če ti bo zanimiva, salada je neumna ideja. Videl sem, da en investitor, ki ga ful cenim, je naredil, pa sem zdaj smat, je rekel, je super, odgovarjam na vprašanja, doniri v moj charity, koga hočeš, sam neki pa doniri. Če imaš full cash, a več, če nimaš, lahko daš tudi 1 evro, ampak je tako, s tem boš tudi, a si to komitet, da pol odpade tisti bottom 20%, ki samo je dolg cel, pa bi zdaj on masi. Ja, sem to so folka nima casha, ne, ampak... 1 evro, cool. Ja. Tega tle v ta šparoček in konc meseca bom jaz nakazal vse to. Ja, zdaj, odkar se je korona sprostila, pa odkar sem nazaj iz Tajske, imam tako full teh za predavanja. Ne. In zdaj je pač vedno klaj problem, ker to ti pa res vzeme čas. Sploh, če moraš ti nekaj novega pripraviti. Zdaj te stvari, ki sem že predaval, to ni panike. To mi vzeme točno toliko časa, koliko traja predaja. Pač pol ure. Ampak zdaj sem pa tako, da vse gre v charity, pa morajo plačati. In zdaj 90% teh gigov odpade, ker vsi pričakuje, da priješ za ston. Predavati, tako da to je ena stvar. Čekaj, in vas zaslužek ti prosiš, da da v charity? Ja, recimo zdaj smo bili, rač ne bom, so mogoče kakšne poslovne skrivnosti, ampak ja, ali donirajo direktno, ali pa prek mene, če rabijo račun, pa povesti. Ampak imam pa eno zgodbo zanimivo, ki mi je en na Facebooku pisal pred 2 leti in je rekel, jaz sem zaslužil milijone na, se ti mogoče poznaš to zgodbo, milijone v kripto. Ja. Jaz bi prišel narediti na podcast. Nek mult. Gledal sem profil, neki avti, ne vem karkoli. Sem rekel, ok, doneri 10 čukov v charity ta, pa prideš. Pa ni. Torej, s tem sem preveril oboje, ne? A je to res? Ja. Da, se ti lahko da bo, mislim, ok, lahko bi preveril. Čaj milijone, a veš... Man je rekel, mislim, da 500 milijonov. Ja. Ne. No, tako, toliko temne. Tako da, dobra drugače. Ja. Mislim, moraš nekako sfiltrirati, da ostaneš sejna, ne. Ali pa v mojem primeru tega UX-a sem jaz en dokument pripravil, ki je v bistvu po točkah. Tako da zdaj večino teh, a veš, se niti ne dobivamo. Dobivamo se pa točki 7. Ja, pa 7 točki. In pol jih ni več. Tam je res dobro. Pol jih več nikoli ni.